Peli smo ravno kar o teh besedah. Velikokrat smo že slišali o prav teh besedah. Bog je ljubezen. Kaj se vam prikrade v misel, ko izrečem te besede? Kako globoko potujejo vaše misli? Kajti, če samo malo zgrešimo v razumevanju teh besed, zgrešimo celotno bistvo. Kako pomembno je, da sledimo pravi poti. Če se odločimo in gremo proti severu, bo zelo pomembno, kam hodimo. Ampak kaj mislite, kateri korak bo tisti najpomembnejši? Prvi korak. Ker če pri prvem koraku zgrešimo samo za malo, bomo čez nekaj kilometrov popolnoma napačni poti. Zato je zelo pomembno, da Boga vidimo v pravi luči in gremo po pravi poti in ne korak desno, ne korak levo, ampak gremo po pravi ozki poti, za Jezusom. Prvi korak je ta, ki je najbolj pomemben. In zato bi rada danes govorila o tem, zakaj je pomembno prepoznati, kdo je Bog in kako z njim zgradimo odnos. In mislim, da vsi resnično poznamo to vrstico. Bog je ljubezen. Najdemo jo v 1. Janezovi 4:8. Za začetek pa naj vam povem najprej eno zgodbo. Zgodba govori o možu, ki je živel v času po ameriški državljanski vojni. Odločil se je odpotovati na jug. Vse skupaj se dogaja ravno v času, ko se je južni del Amerike začel pobirati po največji vojni, ki jo je kadarkoli doživela Amerika. Mož iz zgodbe, ki je bil za ta čas dokaj bogati človek, se je nekega dne odločil, da potuje po navidezni tako imenovani Mason-Dixon črti, katera je v tistem času ločevala severni in južni del Amerike. Prav na tem območju je bilo največ spopadov. Želel je doživeti in vedeti, kako je na jug vplivala vojna, ter kako si bojo skupnosti opomogle, gradile mesta in kako bojo ljudje ponovno začeli živeti. Ker je moški večino časa potoval peš, je s seboj imel zelo malo prtljage. Vse, kar je imel, je bila ena torba, nekaj oblačil in nekaj hrane. Na poti je srečeval in spoznaval ljudi ter opazoval posledice razdejanja vojne. Nekega dne pa je ravno odhajal iz manjšega mesteca in srečal sužnja, ki je bil le majhen deček. Pogovarjala sta se in ugotovil je, da je deček nedavno nazaj postal svoboden. Ampak nihče ni vedel dejansko, kako svoboda izgleda in kaj to pomeni. Pogovor med njima je tekel dalje. Oba sta sedela in se v miru pogovarjala. Brez da bi moški pomislil, je potegnil iz svoje torbe sadje. V roki je imel čudovito oranžno okroglo reč. Mali deček še ni nikoli videl česa takega, nikoli še ni videl pomaranče. Opazil je, da ima ta okrogla oranžna stvar prav čudovit vonj in predno je mož začel lupiti pomarančo, je videl, kako ta mali deček z začudenjem opazuje sadež. Nekaj, kar je bilo njemu tako vsakdanjega, je bilo za malega dečka nekaj povsem novega. Zato je dečka vprašal, ali želiš pomarančo? Deček je z navdušenjem odgovoril, o ja, z največjim veseljem. Konec koncev do sedaj še ni imel priložnosti okusiti nekaj tako posebnega, kot je ta oranžni svetlikajoči se mali sadež. Mož je dal dečku pomarančo in opazoval prizor pred njim in nadaljeval pogovor z dečkom ter užival v krajšem premoru od svojega potovanja. Deček je v svojih rokah premetaval pomarančo, jo opazoval in z navdušenjem cmokal, ko je zagrizel vanjo ter rekel možu. To je resnično tako dobro, nikoli še nisem okusil česa tako dobrega. Mož je pogledal dečka in mu z nasmeškom odgovoril. Hoho, počakaj, da se prebiješ skozi lupino. Deček je bil prepričan, da je okusil najboljši okus svojega življenja, vendar je jedel zunanji del, torej lupino pomaranče. Ste kdaj že okusili lupino pomaranče? Naj vam povem, da je lupina zelo grenka in ima zelo močen okus in ni prav nič okusna v primerjavi s tem, kar nas čaka notri.
Si lahko zato predstavljate radost tega dečka, ko je okusil sredino, notranjost te pomaranče. Rada bi vas popeljala v notranjost te pomaranče. Mnogi izmed nas smo bili zadovoljni s površinsko vero brez globine. Torej s skorjo pomaranče. Večina izmed nas si misli, življenje, ki ga sedaj živim, je veliko boljše, kot pa sem ga živel prej. Nikoli prej še v bistvu nisem izkusil česa takega. Ampak vendar nismo prišli veliko dlje, kot pa ta deček v tej zgodbi. Naša vera in izkušnja, ki jo imamo, je še vedno samo lupina pomaranče. Bog pa nas kliče k temu, da imamo resnično pravo izkušnjo in nam pravi, počakajte, da pridete v notranjost. Le kaj je v notranjosti vere? Kaj je središče naše vere? Kratek odgovor bi bil nekaj zelo sočnega, sladkega in dobrega. In to je imenovan globoki odnos z našim ljubečim nebeškim očetom. Večina nas je zamenjala grenko skorjo naše vere s sočnim in ljubečim odnosom. Zato bi vas rada ponovno spomnila na dejstvo, da je center naše resnične vere in svetopisemske vere to, da Bog je ljubezen. Bog je ljubezen je sporočilo od prve strani in vse do zadnje strani te naše čudovite knjige, naše vere in tudi našega odnosa. Poglejmo si torej, kaj te kratke 3 besede pomenijo. Bog je ljubezen. Skupaj lahko odpremo svoja sveta pisma v Novi zavezi, 1. Janezovo knjigo, kjer najdemo v 4. poglavju to kratko poved. Prebrali bomo 7. in 8. vrstico. Začnimo 7. Ljubljeni, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Ali ni to nekaj čudovitega? Janez nam tu pravi, ljubimo drug drugega, ker ljubezen prihaja od Boga in če si ljubeča oseba, si rojen od Boga. In če smo rojeni od Boga, bo Bog deloval na naše srce, da ljubimo tudi tiste, ki nas ne ljubijo ali pa si v naših očeh v tistem trenutku mogoče niti ne zaslužijo naše ljubezni. Tukaj nam Janez predstavi pozitiven pogled, kateri pravi, vsakdor ljubi, prihaja od Boga, ker ljubezen prihaja od Boga. Poglejmo si zdaj še 8. vrstico, ki pa je ravno nasprotje. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Kot vidimo, Janez sporočilo poda tako v pozitivnem kot tudi negativnem smislu. Če si ljubeča oseba, si rojen od Boga, če nisi ljubeča oseba, to ne prihaja od Boga. In na koncu zaključi ter povzame v besedni zvezi Bog je ljubezen. Janez je prišel tukaj do enega močnega zaključka. Kajti Bog je ljubezen. Beseda kajti nam daje vedeti, da kdorkoli ljubi in pozna ljubezen, ter jo daje in izkazuje drugemu, izraža Božji značaj. Prav tako uporabi isto besedo, kot jo je uporabil Jezus, ko se je pogovarjal z Nikodemom. Moraš biti ponovno rojen. Kajti Bog je tako ljubil svet, da je dal edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Ali ni to ljubezen? Skozi celotno sveto pismo vidimo Božjo ljubezen in pričanje o Božji ljubezni. Celo sam Jezus na vprašanje, katera je največja zapoved, odgovori. To lahko preberemo v Marku 12, 20 do 31 in še 34 vrstico. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca in iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. In ko je učenik ponovil Jezusove besede ter dodal, ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve, mu je Jezus rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva. Dragi moji, niste daleč od Božjega kraljestva, če ste ljubeča oseba, prijazna oseba, sočutna in skrbna oseba, saj ste rojeni od Boga. In če se soočate s tem, da niste ljubeči, prijazni, sočutni, skrbni,
Potem prosite Boga, da vam pomaga pri teh preizkušnjah, kajti kdor prosi, ta najde. Bog je ljubezen in ljubezen želi dajati. Do tega zaključka je prišel Janez. Janez je razumel, kako se dokopati do te sočne sredice. Razumel je, kako priti do odnosa z Bogom in kdo je Bog, in verjamem, da si isto želimo mi. Ne želimo stati pri grenki lupini, ampak želimo priti do sočne sredine. In prav razumevanje, kdo je Bog, je najpomembnejši korak v našem odnosu in rasti z Bogom. Medtem ko ne moremo v celoti doumeti narave Boga, lahko razumemo, kdo Bog je. Kolikor se nam daje razumeti. In bolj, ko bomo šli proti sredini pomaranče, bolj ga bomo razumeli. In naj razložim, zakaj je tako pomembno razumeti, kdo Bog je. Predstavljajte si, da ste zaprti v eni hiši in nimate ključa. Ne morete iti ven iz te hiše. V tej hiši pa niste sami. Začnete se spraševati, kdo je ta, ki je z vami v tem zaprtem prostoru. Tako zberete nekoliko poguma in greste po hodniku in malo pokukate, da opazite to osebo, ki je 4-krat večja od nas, močnejša od vas in tudi pametnejša od vas. Kaj se nemudoma začnete spraševati? Veste, da ne morete zbežati iz te hiše. Kakšno vprašanje se vam zastavi? Ali je ta oseba prijazna? Zakaj se to vprašamo? Zato, ker če bomo z nekom zaprti in ima ta oseba premoč nad nami, želimo, da je prijazna. In drugo vprašanje, ki ga ponavadi prav tako zastavimo, je, kako osebno si ta oseba nas želi spoznati. Kako osebno želi Bog priti k meni. V tej hiši je ogromno sob in vprašamo se, ali bo želel ostati v svoji sobi ali pa bo morda prišel v mojo sobo. In kakšen pogoj mora izpolnjevati, če ga jaz želim spustiti v to sobo? K meni? Biti mora dober. Mora biti dober do mene. Spremenite zdaj to metaforo iz dejanske hiše in dejanskih sob in poglejte v svoje srce s svojimi malimi sobami. Vprašajte se, ne samo kdo je Bog, ampak kakšen odnos si Bog želi od mene. Kakšen odnos si Bog želi imeti z mano. Površinski, tako kot grenka lupina, ali sočen kot sladka sladica. Vidite, zakaj je tako pomembno razumeti, kdo je Bog in kdo potem dejansko Bog je? Če vam rečem, na primer, da si predstavljate konja, verjetno si ga boste z lahkoto predstavljali. Brez težav, imam prav? Če rečem, na primer, slon, imate verjetno kaj podobnega temu v mislih. Slon ima velik trebuh, velika ušesa, velike noge, rilec, veliko glavo, glavno vse je veliko na njemu. Če povem katerokoli izmed živali, ne boste imeli težav s predstavo o tem, kako izgledajo. Kaj pa, če vam rečem Bog? O čem govorim tukaj? Resnica je, da nihče izmed nas si ne more ustvariti pravilne slike o tem, kako izgleda Bog. Noben ne ve, o čem točno govorimo, ko govorimo o naravi Boga. Ko sem omenila slona, si vsi zamislimo bolj kot na isto podobo. Vendar, ko rečem Bog, ima vsak izmed nas v mislih eno sliko, ampak lahko vam zagotovim, da ta slika ni ista moji sliki v mojih mislih, tako kot jo imate vi. Resnica je, da kot ustvarjena bitja, katera smo podvržena grehu že ob samem rojstvu in kasneje smrti, ne moremo doumeti z našim omejenim razumom nekaj, kar je neomejenega in veliko večjega od nas. Vidimo lahko le delček tega, kar nam govori Sveto pismo. In zato dobimo majhen vpogled v to, kdo je Bog v besedni zvezi Bog je ljubezen. Brez tega bi nam bil Bog popolna neznanka. Te besede Bog je ljubezen so najboljši možni opis našega nebeškega očeta. Zamislite si pred vami zaveso. Bog ima čez sebe neko zaveso. Na eni strani ste vi, na drugi strani je Bog. Ne vemo, kako izgleda. Vemo samo, da je Bog eden, ker nam tako pravi Sveto pismo. Ampak nas zanima, kdo je za to zaveso. Kakšna oseba se skriva za to zaveso. Zakaj ne moremo povsem videti Boga takega, kot je, in ga popolnoma razumeti?
zapis o Mojzesu, kateri je šel na goro in prosil Boga, Bog, pokaži mi, kakšen si, pokaži mi svoje obličje, nam to dobro razloži. Bog želi, da bi ga mi lahko videli. Drugače Mojzesu ne bi rekel, stopi na skalo in ko pojde moje veličastvo mimo, te bom postavil v razpoko v skali, te pokril z roko, dokler ne bom mimo, ko bom odmaknil roko, pa me boš lahko videl v hrbet. To si lahko preberemo v 2. Mojzesovi 33, 18, 23. Ampak Bog odgovori, da bo naredil, kar je prosil, pod 3 pogoji. Prvo, dal te bom v razpoko v skali. Drugo, pokril te bom svojo roko. In tretjič, lahko vidiš le moj hrbet, ker noben človek ne more videti mojega obraza in živeti. Bog nam tukaj pravi, ne moreš razumeti. Biti moraš v razpoki pokrit in vidiš lahko le moj hrbet. Zakaj? Ker je razlika med Mojzesom in Bogom, med mano in Bogom, med vami in Bogom tako velika in tako nedojemljiva, da ne moremo razumeti. Mi smo grešna bitja, Bog pa je ljubezen. Bog nikoli ni poznal greha, mi pa se v grehu rodimo. Ali to pomeni, da se potem ne moremo dokopati do sredine? Ne. Zato, ker imamo tukaj te 3 besede. Bog je ljubezen. Predstavljajmo si steno za vrati z majhno ključavnico, skozi katero lahko vidimo. Vrata so težka in velika, zato nikakor ne moremo priti skozi ta vrata. Ampak ta majhna luknjica nam da majhen pogled, kaj je za vrati. Ta luknjica so te 3 besede. Bog je ljubezen. Te besede so eden izmed redkih besedil, ki jih najdemo v Svetem pismu, ki nam govorijo o tem, kdo je Bog. Ne iščemo, kaj Bog počne in kako se odziva, ampak kdo je. V Psalmu 103:8 beremo, da je Bog usmiljen in milostljiv. Ampak v Svetem pismu ne najdemo, da bi kje pisalo, Bog je usmiljenje ali Bog je milost. V Psalmu 24:8 lahko beremo, da je Bog močan, ampak nikjer ne moremo najti, da je Bog moč. Prav tako lahko najdemo v Svetem pismu, da piše, Bog je milostljiv, ampak ne najdemo, da je Bog milost. In prav tako, da Bog odpušča, ampak ne moremo najti, kje bi pisalo, Bog je odpuščanje. Kljub vsem tem besedilom, ki opisujejo, da je Bog močan, milosten, usmiljen, odpuščajoč in tako naprej, gre Janez korak dalje in zaključi z besedami, Bog je ljubezen. Janez tu ne uporabi pridevnika, ampak uporabi samostalnik. Ne podaja opisa, ampak nam podaja poimenovanje. Če bi Janez tukaj zapisal, da Bog ljubi, to ne bi bilo nič posebnega. Vsakdo izmed nas je kdaj pa kdaj ljubeč, ali ni tako? Ampak kako bi se počutili, če bi prišli k Bogu in bi bil en trenutek ljubeč, v drugem trenutku pa bi vas odklonil, bil bi jezen na vas in vas ne bi niti želel pogledati, če bi nekaj naredili narobe. Ali bi želeli priti k takemu Bogu? Bi? Verjetno ne bi. In zato nam te besede, Bog je ljubezen, tako zelo pomenijo. Janez gre tu preko opisa samo s pridevniki in kakšno je Božje obnašanje do nas. Janez tukaj pravi, da kar Boga naredi Boga, božanskost oziroma Božje obliče je to, kar Bog dejansko je. Bog je ljubezen. Ali vas to pomiri? Ker kaj smo malo prej prebrali? Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal. Kajti Bog je ljubezen in pri Bogu najdemo to ljubezen. Bog je ljubezen kaže na samo naravo Boga. Zanimivo je tudi, da je Ellen White na prvo stran, ko je začela pisati celo serijo strani komentarjev in razlag Svetega pisma v knjigah Očaki in preroki, Preroki in kralji, Jezusovo življenje, Dejanja apostolov in veliki boj, zapisala naslednje besede. Bog je ljubezen, njegova narava, njegov zakon je ljubezen. Vedno je bila in vedno bo. Visoki in vzvišeni, ki prebiva v večnosti, čigar poti so večne, se ne spreminja. Pri njem ni spremembe ali sence zaradi obrata svetil. Vsako razodetje ustvarjalne moči je izraz neskončne ljubezni. Bodite pozorni na to, da ne pravi njegov karakter je ljubeč. Piše njegova narava je ljubezen. Isto, kar naredi konja, konja. Konj ima 4 noge, ima možgane, ima grivo,
ima kopita in tako dalje. To je narava konja. Lahko govorimo tudi o naravi človeka ali o naravi slona, kot smo prej videli. Ampak prav v teh vrsticah imamo majhen dostop do tega, da vidimo, kdo je Bog. Bog je v njegovi naravi ljubezen. Še nekaj zanimivega. Prav tako kot se začetek serije od Ellen White v knjigi Očaki in preroki, besede začnejo z besedno zvezo Bog je ljubezen, se prav tako besede pisateljice in prerokinje končajo z isto besedno zvezo v knjigi Veliki boj. Veliki boj je končan. Greha in grešnikov ni več. Vse vesolje je čisto. Uravnovešeni so utripi srca v sreči in veselju v vsem vesolju. Od njega pa, ki je vse ustvaril, prihaja življenje, luč in veselje ter se razliva po neskončnem vesolju. Od najmanjšega atoma do največjega nebesnega telesa, vse žive in nežive stvari v svoji nezasenčljivi lepoti in popolni radosti govore, da Bog je ljubezen. Ne spregledajte tega. Ellen White je začela z besedami Bog je ljubezen in zaključila z istimi besedami. Večkrat se vprašamo, kje začeti našo duhovno potovanje. Kam usmeriti naš prvi korak z Jezusom, naš odnos z Bogom. Kje druge kot na začetku in na najboljšem koncu. Vsak odnos začnemo s tem, da se vprašamo, kakšna je ta oseba. Kdo je ta oseba, s katero želim ali pa ne želim vzpostaviti odnosa. Spomnimo se hiše, v kateri smo bili zaprti. Ali želim spustiti osebo, ki nima dobrega namena blizu mene? Ne. Bog je ljubezen in tu je edini prostor, kjer bi morali začeti našo pot z Jezusom. Tu je prostor, kjer se začnemo prebijati od skorje proti sredici. In če želimo razmišljati o Bogu in ga resnično spoznati, moramo začeti na začetku. Zato odprimo prvo stran prve knjige Svetega pisma. Ja, prva Mojzesova, 1:1. Vprašali se boste, kaj nam te vrstice povedo o tem, kdo je Bog in kje najdemo tu kak zapis o ljubezni. Naj vam povem, da že v prvih 5 besedah odkrijemo ta odgovor. V začetku je Bog ustvaril. To so prve besede Svetega pisma. Prva stvar, ki jo izvemo o Bogu, ni to, da Bog obstaja, ampak da je Bog stvarnik. Ok, malo bliže smo našemu odgovoru. Kaj lahko izvemo, kakšna je ljubezen iz teh besed? Vidimo lahko, da je ljubezen ustvarjalna in komunikativna. In ljubezen nikakor ne more obstajati sama zase. Ker če ljubezen lahko obstaja sama zase, potem Bog nikakor ne bi začel z ustvarjanjem, ker bi lahko bil celo večnost sam. Vsakdo izmed nas, ki je bil kdaj zaljubljen in bil ločen od predmeta svoje ljubezni, ali je to otroka, ali je to punce, fanta, moža ali žene, ve, da ljubezen hrepeni po komunikaciji in druženju. Ali imam prav? Ste bili kdaj zaljubljeni? Ste kdaj napisali ljubezensko pismo? Verjetno ste. In mogoče bi ga morali napisati tudi večkrat. Ta ideja nam ni nova. Vedno, ko je nekdo daleč od nas, mu želimo napisati sporočilo, saj smo željni pogovora in bližine. In če samo pogledamo današnja družabna omrežja in kako so prevzela naše življenje, naj si bo to Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok in podobno, je ideja za to nastala zato, ker mi sami želimo biti povezani z drugimi ljudmi. Mark Zuckerberg je bilionar in kot poznate tudi ustanovitelj Facebooka. Ni bilionar zaradi tega, ker bi ustvaril občutek povezovanja med nami. Ne, bilionar je, ker nam je dal moderno možnost, kako ostati povezani med seboj. Ideja je bila že prisotna, odkar nas je Bog ustvaril. Mark Zuckerberg pa je to preoblekel v moderno obliko, imenovano socialno omrežje. Ti in jaz sva bila ustvarjena za odnos, za povezovanje, za druženje. Bili smo ustvarjeni za komunikacijo, za ustvarjanje in to, da ljubimo in to, da smo ljubljeni. Bil si ustvarjen ali bila si ustvarjena za to, da ljubiš in da si ljubljen ali ljubljena od samega Boga, tvojega stvarnika. V začetku piše, Bog je ustvaril. Pridigo sem začela s preprosto izjavo, da je večina nas zadovoljnih samo s skorjo svoje vere, površinsko vero.
in ne sočnostjo, ki jo prejmemo z odnosom. Zato ne ostanimo samo pri lupini, ampak se dokopljimo do sočne sredice. Razmišljanje želim zaključiti z 2 vrsticama v Svetem pismu. Prvo najdemo v Janezovem evangeliju 5. poglavje, kjer bomo videli Jezusa, kako obsodi verske voditelje tistega časa. Kasneje bomo prav tako videli, kako Pavel obsodi verske voditelje njegovega časa. Zakaj želim, da vidimo Jezusovo obsodbo verskih voditeljev? Kaj ima to z boljšim odnosom z Jezusom in prvim korakom, ki ga moramo usmeriti v pravo smer? Poglejmo, kaj piše v Janezu 5:39, ker bomo najprej videli celo majhno pohvalo, ki jo Jezus izreče verskim voditeljem, nato pa sledi opozorilo oziroma obsodba. Preiskujete pisma. Tukaj je ta kanček pohvale. Jezus jim tu v njihovih mislih pravi: hej možje, resnično ste verni, ste iskreni. Resnično radi raziskujete spise in se vanje poglobite in veste, kaj piše v Jeremiji, v Ezekijelu in tudi v Izaiji. Resnično ste pravi in resni teologi, vendar bodite pozorni, kaj sledi naprej. Se opravičujem. Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo o meni. Ali smo prepoznali globino in resnost, ki jo Jezus pokaže, ko izgovarja te besede? Dejansko jim pravi: napačno ste razumeli vašo versko knjigo, vaše verske spise. Napačno ste razumeli preroke, napačno ste razumeli psalme, pregovore. Napačno ste razumeli celotno zgodovino. Niti veste ne, kdo ste. Ne poznate prerokov in ne poznate resnic, ki jih poučujete. Ja, seveda, proučujete in raziskujete za veliko vnemo, ampak zgrešili ste bistvo. Bistvo sem jaz. Da rečete verskemu učitelju tistega časa nekaj takega, lahko se samo pripravite na bolečo smrt. Zakaj? Ker prvič Jezus obtoži verske voditelje, kateri imajo staro zavezo v malem prstu. In oni bi vedeli, če bi prišel ta, ki ga pričakujejo priti. Drugič pa, da izjavite nekaj takega, kot je, da celotna stara zaveza, vsi njeni psalmi, celotno svetišče, vsa prerokovanja in celotna zgodovina Izraela govori in kaže na Jezusa. On je dejansko rekel: vse kaže name. Si predstavljate, da berete eno knjigo in vam nekdo trdi, da ste popolnoma napačno razumeli in da je razumevanje samo pri njemu? Ni čudno, da so ga želeli ubiti. Torej, napačno ste razumeli svojo vero. Če bi Jezus nam govoril danes, kaj bi nam rekel? Si lahko predstavljate? Mogoče bi nekaj takega rekel: dragi moji, vi vsi ste prišli le do skorje, ampak počakajte, da pridete do notranjosti, ker jaz sem ta notranjost. In to je Jezusovo opozorilo nam. Ne samo, da je ljudem tistega časa pokazal, da so napačno razumeli bistvo vere, ampak bojim se, da tudi danes kaže, da je možno, da smo mi kot kristjani in Jezusovi sledilci, ki navdušeno preiskujemo pisma, da smo zgrešili bistvo in smo v nevarnosti, da narobe razumemo svojo lastno vero in poznamo le skorjo naše religije, ter si govorimo: to je dovolj. To je najboljše do zdaj, kar sem dosegla v svoji hoji z Jezusom. Ampak Jezus nas kliče v notranjost odnosa, kjer bomo našli svežino vere in okusili sladek okus tega odnosa, ki smo ga morda izgubili, spregledali ali pa mogoče še nismo prišli do njega. Kaj moramo narediti, da pridemo do tega odnosa, do sočne sredine? Poglejmo si še drugi odstavek, ki ga najdemo v 2. Korinčanom, v poglavju 3, ki nam bo odgovoril na to vprašanje. Danes smo že omenjali ta dogodek, ki ga Pavel nekako opisuje tukaj. Mojzes je šel torej na goro in tam preživel za nas precej dolgih 40 dni. Še posebej dolgih, če si predstavljate, da nič v tem času ne zaužijete in niti ne spijete. Ampak Sveto pismo pravi prav to. Mojzes ni ne jedel, ne pil, samo družil se je v prisotnosti Boga. In Mojzes prosi Boga: pokaži mi, prosim, kakšen si. In kaj mu Bog pravi? Pokazal ti bom, kdo sem,
ampak moral te bom skriti v razpoko skale, položiti svojo roko čez tebe in videl boš lahko le moj hrbet, ker noben človek ne more živeti in videti mojega obličja. In v 2. Korinčanom beremo, kaj se je zgodilo naprej. Torej, odprimo 2. Korinčanom 3, 13 in 16. Da. Okay. In kakor Mojzes, ki si je zagrinjal obličje, da Izraelovi sinovi niso mogli gledati konca tega, kar je minljivo. Toda njihove misli so zakrknile. Vse do današnjega dne namreč leži isto zagrinjalo, nad branjem stare zaveze neodgrnjeno, ker ga odgrinja šele Kristus. Da, vse do danes leži na njihovem srcu zagrinjalo, kadarkoli berejo Mojzesa. Ko pa se bo kdo spreobrnil Gospodu, se bo zagrinjalo odgrnilo. Ali ste razumeli, o čem govori to besedilo? Kaj se je zgodilo, ko je Mojzes prišel iz gore? Njegov obraz je žarel. Žarel je s tako močnim sijajem, da je bil boleč za vse Izraelce, kateri so ostali v dolini in zato so zahtevali od Mojzesa, da si zagrne obraz. Večkrat si v svoji sobi, predno grem spat, zatemnim sobo z roletami, tako kot smo recimo zdaj zatemnili tukaj. Zakaj? Zaradi tega, da me ne zbudi močna jutranja svetloba že ob 5. zjutraj. In zato imam lahko popolno temo v sobi vse do 8 in še dlje, če želim. In vsi verjetno vemo, kaj se zgodi, ko vstanemo in dvignemo te rolete. Ponavadi zamižimo nemudoma, saj naše oči ne premorejo gledati v tako močno svetlobo. Čez čas se navadijo, ampak v tistem trenutku bi si najraje nadeli sončna očala in šli z njimi v dan. In tukaj vidimo, kaj nam Pavel želi sporočiti v teh vrsticah, ki smo jih prebrali. Pavel pravi, ko je Mojzes prišel iz gore, si je prikril obraz. Ljudje ga niso mogli videti. V podobnem smislu prav tako Judje, ko odprejo svoje Biblije in berejo Mojzesove knjige in nadaljujejo z branjem stare zaveze, in pravi, ne morete brati, ker imate zagrinjalo čez svoj obraz. Ampak to zagrinjalo je lahko odstranjeno. Kako? Glede na besedilo, ki smo ga prebrali v 2. Korinčanom 3.13, zagrinjalo je lahko odstranjeno samo v Jezusu. Ponovno imamo opozorilo, ki pravi, napačno ste razumeli, ampak razumete lahko tako, da se spreobrnete k Bogu. On vas bo popeljal v sredino odnosa. Tako so Judje v 1. stoletju, ki so prišli k Jezusu in ko so brali Mojzesova pisma in ostala besedila stare zaveze, gledali povsem z novimi očmi. In ta očala so videla celotno sliko in ne samo kot naroda v središču pozornosti, ne samo kot judovskega svetišča, ne samo njihove običaje in obrede, ter katero hrano smejo in ne smejo uživati. Videli so povsem drugo sliko. Videli so Jezusa v središču vsega. In takoj, ko daš Jezusa v središče, je zagrinjalo odstranjeno. Poglejmo še malo dlje, v leto 1876. James White je izdal tole ilustracijo. Naslov te ilustracije, kot lahko vidite, je Pot življenja. Ta ilustracija je bila v pomoč vsem mladim pridigarjem, ki so hodili iz vasi v vas, iz mesta v mesto, ter imeli različne pridige o tem, kar so raziskovali in dognali iz Svetega pisma. Vsem, ki niso poznali Svetega pisma, so prenašali resnice, ki so jih sami odkrivali v Svetem pismu. In ta plakat je bil kot današnji, naprimer PowerPoint, ki vam ga jaz predstavljam sedaj, zato da lažje sledite moji pridigi. Le da je bil bolj nazoren, pa malo bolj lepši. Plakat je vseboval različne elemente, saj so bile pridige o različnih temah. Kronološko lahko ta plakat beremo iz leve proti desni. Lahko vidimo Adama in Evo, ki sta bila izgnana, lahko vidimo uboj, prvi umor Kajna in Abela. Vidimo lahko tudi vzpostavitev žrtvenega sistema. Potem se lahko preselimo v Novo zavezo, kjer vidimo Jezusa na križu, njegov krst in kjer tudi vidimo vzpostavitev prve cerkve. Čisto tam zgoraj, desno v tistem kotu, kjer je taka močna svetloba, vidimo Novi Jeruzalem.
Kako se imenuje ta ilustracija? Pot je življenje. Vsako sliko, fotografijo ali risbo, ki jo gledamo, vedno vidimo eno točko, en prizor bolje kot vse ostale. Seveda moje oko vidi celotno sliko, vidi vse prizore na sliki. Vidim, kot smo opisali, torej Adama in Evo, Kaina in Abela, oltar, Jezusa na križu in podobno, ampak ne glede na to, da moje oko vidi vse, kaj se dogaja na tej sliki, se vedno vrača k eni sami točki. In ta točka je središče slike. In ponavadi na tak način sporočimo gledalcu, kaj je najbolj pomembno. Ste že ugotovili, kam se vaš pogled osredotoča na tej sliki? To je drevo življenja, tako je. Na levi pa desni vidimo dva pravokotnika, ki visita iz drevesa življenja. Kaj je to? 10 zapovedi. Zakon, ki ga je Mojzes dobil na gori Sinaj. In če se za ta trenutek v vaših mislih preselite v kraj, kjer ne poznate adventistov, ne poznate adventistične cerkve, ne poznate svetega pisma, niste odraščali v cerkvi in ste danes tukaj prvič. In prvič vidite to fotografijo. Kaj bi rekli, katero sporočilo boste razbrali iz te ilustracije, kako priti do večnega življenja? Najverjetneje boste prišli do tega spoznanja. Izpolnjujte Božje zapovedi in prišli boste do večnega življenja. Ste mislili kaj podobnega temu? Naj vam povem, da ko je izšel ta plakat, je James White kmalu zatem postal nezadovoljen z njim. Zato se je osredotočil ponovno narediti novi plakat. Žal pa je James White 6. avgusta 1881 umrl. Zato ni mogel videti končnega rezultata. Novi plakat je tako izšel šele leta 1883. Po njegovi smrti je odgovornost za to ilustracijo, novo ilustracijo, prevzela njegova žena Ellen White in ga tudi dokončala. In predno vam pokažem to ilustracijo, bi rada, da pogledamo naslednje besedilo, ki ga je zapisala Ellen White, ko je pisala v času zgodnjih pridigarjev, ki so podajali sporočilo resnic svetega pisma vsem ljudem, kamorkoli so prišli. Bila je tam med poslušalci in poslušala pridige mladih pastorjev z razpetim plakatom za pomoč pri podajanju temeljnih resnic. In dognala je naslednje. Nismo se držali pred ljudmi pravičnosti Kristusa in celotne pomembnosti njegovega velikega načrta odrešitve. Pazite sedaj, kaj piše dalje. Pozabili smo na Kristusa. Pozabili so na Kristusa. Pravi, da sploh niso pričali o Jezusu. Prihajali so iz mesta v mesto in iz vasi v vas in iz skupnosti v skupnost in iz poročila popolnoma izpustili Jezusa. In to še ni konec. Dalje pravi, pozabili smo na Kristusa in njegovo neprimerljivo ljubezen. O čem so potem sploh pričali? O čem so potem ti mladi pastori govorili? Ellen White tudi odgovori na to. Pozabili smo na Kristusa in njegovo neprimerljivo ljubezen in jo prinesli v teorijah in presojanjih ter pridigali v argumentiranih diskusijah. Primarni namen in cilj mnogih pastorjev v tistem času in mogoče tudi danes je bil, da dokažejo ljudem, ki ne posvečujejo sobote, da se motijo, in vsem ostalim ljudem, ki jedo nezdravo in nečisto hrano, da se motijo. Ne me razumeti narobe. To so vse resnice, ki jih Sveto pismo uči. Ampak cilj pridigarjev je bil, da dokažejo ljudem, da se motijo. Poglejmo si zdaj novo, drugo ilustracijo, ki je izšla leta 1883. Ali ste opazili razliko? Ogromna razlika. Čeprav ni nobene razlike v sami vsebini teh dveh ilustracij, razliko opazimo v tem, kam se naše oko sredotoči ob pogledu na samo sliko. Poglejmo malo bliže. Še vedno vidimo vse elemente na drugi sliki, kot smo jih imeli na prvi. Vidimo Adama in Evo. Tukaj. Malo slabše se vidi. Ampak vidimo, kako sta bila izgnana iz raja.
Vidimo tudi prvi umor, Kajna in Abela. Tu zraven. Vidimo tudi vzpostavitev žrtvenega sistema. Prav tako vidimo v ozadju goro Sinaj, ki predstavlja Božji zakon. Vidimo tudi Jezusov krst in zadnjo večerjo. Ampak kam se tukaj naš pogled vedno znova vrača? Kam? Na Jezusa. Na Jezusa na križu. Kaj nam zdaj sporoča ta ilustracija, kako pridemo do večnega življenja? Preko Jezusa. In pri njem bomo dobili ljubezen, ki nas bo vodila k poslušnosti Božjim zapovedim, pri njem bomo dobili ljubezen do evangelija in do ljudi. Tudi naslov te ilustracije se je spremenil za eno, a pomembno besedo. Kaj piše spodaj? Jezus, pot življenja. Vidimo, kako veliko razliko dobimo v pomenu, če samo damo besedo Jezus v odspredaj. Največja razlika med tema dvema ilustracijama je to, da na prvi je Božji zakon spredaj. Na drugi je spredaj kdo? Jezus. To, kar se je zgodilo našim pionirjem, ko so oznanjali Božjo resnico, se je zgodilo tudi Judom Jezusovega časa. In to je Jezusovo ter Pavlovo opozorilo nam danes. To se lahko zgodi vsakemu izmed nas. Jezus kot Pavel sta oba opazila in nam vsem pravita: dragi možje in žene, otroci, babice in detki, narobe ste razumeli svojo vero, narobe ste razumeli pisma, psalme, preroke in celo tudi včasih bogoslužja, ki jih obiskujete. In ne samo, da ste narobe razumeli, kar je pisano, narobe ste razumeli pomen vsega, na kamor vse kaže. Kajti vse kaže name. Jaz sem pot, resnica in življenje. Bog je ljubezen in nihče ne pride k očetu razen po meni. Dragi moji, ni boljšega začetka, kot da začnemo pri Bogu, ki je ljubezen. Svoj prvi korak v naši veri moramo osredotočiti v pravo smer. Ne zadovoljimo se s pomarančno lupino, ampak se dokopljimo do sočne sredice, kjer nas naš nebeški oče kliče k čudovitemu in sladkemu odnosu z njim, ki je ljubezen. Vsak od nas želimo začeti s tem, da spoznamo osebo in ugotovimo, da je ta oseba dobra in tudi nam želi dobro. Bog je ljubezen in Bog želi le najboljše za nas. Bog želi odnosa z nami. Želi nas ljubiti in želi, da bi prejeli njegovo ljubezen. Želi, da bi jo lahko delili med ostale ljudi. In želi komunicirati z nami. Želi se družiti z nami. Ne ostanimo samo pri lupini, ampak se dokopljimo do te sočne sredice. Ali si želiš tega tudi ti? Si želite sočne in sladke sredice, pomaranče in ne samo grenke lupine? Vabim vas, da vsak, ki želi izkusiti Božjo ljubezen in ima sočen odnos z Jezusom, da ostane. Ne bojte se, ker Bog je ljubezen. In on vas bo popeljal v najboljše življenje z njim. Mogoče si želite obnoviti odnosa z Jezusom, zdaj vas kliče k tej obnovi. Mogoče kdo izmed vas čuti, da ne more priti k Bogu zaradi sramu. Zdaj vas Jezus vabi z vso njegovo ljubeznijo, da ga primete za roko in stopite z njim pogumno na pravo pot. In mogoče tudi danes kdo izmed vas razmišlja, da bi izročil svoje življenje Bogu in se želel krstiti. Zdaj je priložnost, da ostane in stopi na pot z Jezusom. In mogoče kdo izmed vas razmišlja, ali je res možno, da bi lahko dobil nazaj odnos z Jezusom, ki ga je izgubil zaradi napačnih odločitev v svojem življenju. Zdaj vas vabi, da ostanete in se mu ponovno predate. In mogoče kdo izmed vas razmišlja, da potrebuje ljubezni v svojem življenju. Zdaj vas vabi, da ostane in jo lahko izkusite ter delite tudi z drugimi. In mogoče kdo izmed vas tukaj, ki potrebuje odpuščanje, milost, radost, mir
ali pa katerokoli drugo potrebo, ki jo čutite v svojem srcu, tudi vas Jezus vabi, da ostanete. Rada bi zaključila z molitvijo. Sklonimo naše glave. Dragi nebeški Oče, Ti vidiš naša srca. Ti vidiš, kako grešni smo. Ti poznaš naše ostajanje. Ti poznaš, dragi nebeški Oče, vsakega izmed nas. Poznaš vsakega, ki se je odzval tvojemu vabilu. Poznaš, dragi nebeški Oče, kaj nas muči, kaj potrebujemo, in zato se želimo izročiti v tvoje roke. Dragi Bog, želimo izkusiti ta sočen odnos s tabo, ki smo ga morda izgubili, morda niti nismo prišli še do njega. Ampak nebeški Oče, obljubil si, kdor išče, ta najde. In jaz te prosim, da vsak izmed nas tukaj in vsi ostali, ki želijo svoje srce odpreti tebi, da najdejo tolažbo, da najdejo mir, da najdejo sprejemanje in predvsem, da najdejo tvojo ljubezen, kajti ti si ljubezen. Ti, dragi nebeški Oče, si ljubezen. In jaz te prosim za vse, da bi nam pokazal pravo sočno sredico in ne samo lupino. In da bi se podali s teboj, s pravim korakom, s prvim korakom, po tvoji pravi ozki poti do tega sočnega odnosa. To te prosim, nebeški Oče, v Jezusovem imenu. Amen.